V spletni trgovinici Klepet ob kavi poglej tudi preverjene izdelke, ki jih priporočajo naši strokovnjaki. Torej so preverjeni, certificirani, tudi divje nabrani in v poplavi vsega jim lahko zares zaupate. Preveri klepetobkavi.si in se prepričaj sam oziroma sama. Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o pravilih, ki bi se jih naj držala vsaka družina, zato da res doživi tisto pravo družinsko veselje, družinsko življenje. Ampak še preden se lotimo te tematike, Sašo Ajzidler, dajmo pogledati, kakšen izziv smo vam pripravili danes. Fajn izziv je danes, preprost, no, ali pa tudi ne. Se veste, ponavadi nekoga pokličemo, ko nekaj rabimo, ali pa nas drugi kličejo, ker nekaj hočejo od nas. V naslednjih 24 urah pokliči nekoga samo zato, da mu poveš, da je fajn in da ga imaš rada oziroma rad. Simpel je ta narta boljš, pravijo, ne? V moji družbi, kot sem že razkrila, Saša Ajzidler, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Danes bomo govorili o družinskem življenju, ne? Zdaj pa, kakor smo že prej govorili, ne, bojo eni rekli, čekaj, 2 zakona je sfejlala, a ne? Zdaj pa ona nam govorila, kako je treba. Ja, a ne? Ampak meni se zdi, da v bistvu si ogromno izkušenj in lekcij pridobila ravno zaradi tega. Ja, točno tako. In tudi to je ta moj argument, da točno vem, česa ne smeš delati in točno vem, česa je bilo mogoče premalo ali pa česa se nismo zavedali takrat v naši družini, prvi, drugi, da pač nam ni uspel. Je pa res, da zdaj znotraj moje družine, pač jaz in 5 otrok, imamo pa super odnose in vse te stvari, ki sem se jih naučila, zdaj uporabljamo mi in vidim, da super funkcionira, ker smo zadovoljni, ker se imamo radi, ker se znamo pohecati, ker skratka le nimam kaj reči. Pa se, a lahko sploh v življenju napreduješ, če ne narediš nekih fejlov, če ne narediš nekih kiksov? Se iz tega se največ naučiš? To je moje večno vprašanje. A res moramo pasti za to, da se nečesa naučimo? A so ljudje na svetu, ki jim ni bilo potrebno pasti? Ki so kar tako se že rodili, razsvetljeni, ali kaj. Ne vem, jaz pač očitno spadam med tiste, ki sem morala se na svojih lastnih izkušnjah učiti in sem za njih hvaležna in glej, danes sem v redu, danes sem zadovoljna sama s sabo in to se mi zdi nekako, no, k čemer vsi na nek način si želimo, pač, da si zadovoljen sam s sabo. A veš kaj, no, sam še to povem, ne, bistveno, kar se tega uspeha tiče, ne, skozi govorim uspešnost in tako naprej. Ko se zjutraj zbudiš, ko rečeš, ljubim svoje življenje, svojega življenja ne bi zamenjal z nikomer na tem svetu. To se mi zdi, je tista končna stopnica, ki rečeš, no, evo, zdaj bom pa tih. Ne, tako sem razmišljala, ne. Mislim, družina je neka osnovna celica, kakorkoli. Kar sem jaz sama ugotovila, ne glede na to, kaj ti uspeva, pa imaš fajn službo, pa ne vem, fajn treniraš, pa imaš lepo telo, pa ne vem karkoli. Če nimaš doma poštimanih stvari, ni nič vreden. Točno tako in to je bila moja izkušnja v prvem zakonu. Jaz sem bila uspešna, sem dobro zaslužila, sem hodila na fitness, sem bila lepa, vitka, čvrsta, imela sem vedno znova nove čevlje pa torbice, sanje skoraj vsake ženske, ampak hkrati nisem imela urejenega tega čustvenega življenja doma in sem bila izjemno nesrečna. Zato, ker v bistvu to naše čustveno družinsko življenje je največji del te pogače uspeha osebnega. In če nam tukaj manjka, potem seveda smo lahko zelo uspešni na ostalih področjih, ampak tisti je manjši košček pogače. Največji je pa to. Neka osnova oziroma nek temelj. Tako. Pripravila si 5 najboljših nasvetov, zdaj na kratko jih bom naštela, pa se pa lotiva vsakega posebej. Prvič, sprejemanje, prevzemanje odgovornosti. Drugič, čas za drugega prisotnost. Potem imamo zavedanje lastne vrednosti, ranljivosti, dopuščanje svobode, pogovarjanje in dejansko tudi poslušanje. Če greva kar na prvo točko, se pravi prvi nasvet, sprejemanje in prevzemanje odgovornosti. Kaj si tukaj mislila? A veš kaj? Prvo
Prvo pravilo uspešnosti je prevzeti 100% odgovornost za svoje ravnanja. Torej, nikoli, tudi če sem jaz slabe volje, nikoli ni en drug kriv. Vedno sem jaz tista, ki prevzemam odgovornost, kako se bom odzvala na nekaj. In zdaj, če je moj partner, recimo, ali pa otrok, če nekaj naredi, kar mi ni všeč, jaz imam v vsakem trenutku možnost, da se odločim. Ali bom znorela, ali bom kričala na otroke, ali jih bom kaznovala, ali jih bom pretepla celo, ali bom ne vem kaj naredila, ali pa bom ravnala drugače, in bom rekla, ok, dajmo se usesti, dajmo se pogovoriti, kaj pa zdaj to bilo. V glavnem, nad svojim odzivom na neko okoliščino imamo v vsakem trenutku mi moč, in to je tudi naša odgovornost. Možnost izbire. In če je moj partner, če jaz mislim, da je pa ne vem kaj, in da če bi pa on se malo spremenil, pol bi pa jaz tudi bila bolj vesela, je to prelaganje odgovornosti na njega. Kaj jaz lahko naredim, kaj je moja odgovornost? Zakaj mene to nekaj znervira ali pa moti? V glavnem, to se mi zdi najbolj bistven del, sploh, ko greš ti v odnos, da se zavedaš odgovornosti zase in za svoje počutje v vsakem trenutku. Odlično. Dobro si to povedala. Sprejeto. Čas za drugega in prisotnost je tvoj naslednji nasvet. Zdaj, je vedno večji izziv, to? To, gledaj, jaz gledam, hvala Bogu, pa če nimam ene take navadne službe, ampak kdaj pridemo domov? In ko prideš domov, je treba otroke voziti okrog na razne dejavnosti, je treba kaj pospraviti doma, je treba iti v trgovino, je treba, ne vem, k mehaniku, tretje, četrto in vidim, da ljudje enostavno nimamo več enega časa drug za drugega. Potem se pa zgodi, ko sedimo vsi za mizo, saj pri meni je podobno, in sem z otroki sedim za mizo in vsak ima v roki telefon svoj, in meni grejo vsi lasje po koncu, pa zdaj imam že malo daljše, tako, in zahtevam, da odložimo telefone in da smo prisotni drug z drugim, da se slišimo. Se pravi, imaš pravilo, za mizo ni mobitelov. Ja, kadar smo vsi skupaj. Jaz sicer to zdaj upam, da otroci ne bojo poslušali. Malo pogolfam, včasih, ker sem sama, si zelo rada dam kakšno predavanje z YouTuba. Ja, pa veš, da s tem vranico obremenjuješ dvojno. No, pa sej, Pa še nekaj, recimo, kolikrat vidim, spet pri otrokih, ker zdaj v partnerstvu imam drugačno partnerstvo, zdaj imam tako po teh mojih zamislih oziroma mojih izkušnjah, kaj moraš delati, da ti rata v partnerstvu. Ampak vidim, recimo otroka objamem in otrok me objame, ampak že gleda, ne vem, dobro, se pri nas televizije skoraj nimamo prižgane, ampak če že, ali pa se nekaj tam dogaja in me tako mimogrede te malo objame in že je nekje drugje. Prisotnost je ta, da ti, recimo, ko se s partnerjem ali pa z otrokom objameš, da se objameš. Da v tistem trenutku ni nič drugega na svetu, kot to, da ti človeka objameš, ga za trenutek zadržiš na srčku, srček na srček objem in če se da, se potem še, a bo pokazala, upala. Takole se objameva, samo da te ne bom napudrala. In pa se za hip samo še pogleda v oči, v tišini. In to je tako globoka izkušnja. Jaz sem bila zdaj pred kratkim tudi čez lužo še na enem dodatnem izobraževanju in tu nas je bilo 300 ljudi, ki smo se v tišini objemali in 200 ljudi je jokal. Od te ganjenosti, da je nekdo tam za njih in da jih je opazil, da je bil ljubeče prisoten, kot se reče. Res neverjetno noro. Tič Nathan ima eno dobro vajo, ker takrat, ko smo skupaj, reče, pogledaš partnera in mu rečeš, tukaj sem, vidim te, slišim te. Tuk malo rabimo v bistvu, ne? No, tuk malo, ja. Tuk malo. Greva na ta tretji nasvet, zavedanje lastne vrednosti in ranljivosti. Ja. Oboje je pomembno. Torej, da v bistvu ne dajem svoje vrednosti nekomu v roke. V smislu, da se ne čutim jaz manj, kot si ti,
da se zavedam, da imam jaz enake pravice, da sem slišana, da imam potrebe, da greva popoldne lahko oba počivati, ne sam on. Take zelo banalne stvari, ampak hkrati priznati si tudi svojo ranljivost. Jaz se spomnim na začetku te veze, ki jo zdaj imam, pred 5 leti, ko se je začenjala, jaz sem bila ranjena. Jaz sem bila prestrašena, jaz si nisem sploh upala, joj, a res, a kar zdaj grem spet v odnos, kaj če bom spet ranjena, kaj če... In to je bilo treba skomunicirati, povedati človeku, lej, mene je strah, jaz sem ful ranjena, jaz se kar tresem od strahu. A veš, če se zgodi, ko si zadnjič rekel, tako pa tako, ne, sem čutila, ampak zato moraš biti zelo pogumen. In ponavadi govorijo, ti si to, a ne, vse pa ne govorimo v tem smislu. Ja, ta ranljivost. Mislim, jaz sama zase vem, to je bila pač moja najbolj varovana skrivnost, da sem ranljiva. Ja, welcome to the club. Ok, no, zdaj je drugače, zdaj, kadar je rana, je dejansko rana. Ja, seveda. Dopuščanje svobode. Naslednji nasvet. Ja, ta se mi zdi tudi zelo pomemben, zato ker kakorkoli jaz vidim, recimo, glede na to, da sem ženska, opazujem moške. In gledam določene moške, ki nimajo nič v življenju drugega, razen, ne vem, službe in potem domov. Na nek način jih ne čutim kot izživete moške dece. Mislim, moja teorija je taka, dec mora imeti cajt, da se z deci druži in ženska z ženskami, da je ta polarnost ustrezna in pol... Kaj misliš? Ja, no, to. To sem hotela povedati, pa si ti zdaj lepo v kratkem. Ja. Se pravi, mi namest, da po domače povedan našim moškim bi mogla reči, pejt na pivo, spite, fante, eno pivo. Daj ga! No. Ali pa, ne vem, pač, da ima moški pač tudi to švic družbo, jaz rečem to. Pravo, švic družba. Da se te hormoni njihovi na en drugačen način. Ko on pride domov, ne more biti isti z mano kot s svojimi prijatelji. In ne ima to možnost in ženska njega podpre v tem in reče, ja, matera, in ga vidi, ti si moj moški, veš. Ampak, a veš, da mislim, da so delali so raziskave, da se dejansko moškim, ki je v moški družbi, da se jim testosteron poviša. Ja, sej to. Zanimivo. In potem, ko rečeš moškemu, veš, sem vas, recimo, da srečaš te, ali pa da prideš v to družbo in rečeš, veš, ampak če bi danes zbirala, bi pa še vedno tebe med vsemi temi moškimi. Ti si meni najboljši. Najbolj si mi ta prav dec, Ja. No, ampak ženska pa tudi za ženskami, če tako gledaš, Ker ženske malo drugače to gledamo, če se hočemo po žensko pogovarjati z moškimi, ne samo, da njega poženčimo, tako se mi zdi, da ga malo kastriramo s tem, ker bi hoteli z njemu razpravljati. A veš, una kremca, meni se zdi, da je bila ful bolj, tako mi je koža naprej. Ti imaš žensko družbo, si sam čas za to, da imate, kako reče moški, babji večer. Ja, seveda. In je tudi čist drugač in se režimo čist drugač in fore imamo take in drugačne. Kaj pa ta svoboda v smislu otrok, teh maminih sinkotov pa tak naprej? Pri 30 letih sem tudi že doživela, da je nekdo na razgovor poslovni prišel s svojim staršem, recimo. Mislim, to je en tak izziv. Ja, meni je zanimivo, ker pišem kolumne za Zarjo in je enkrat ena punca pisala, da pač ne najde primernega partnerja in sta dve mami pisali, da imata oni dve pa sinove, s tem, da so bili vsi 30 pa tam. Mami sta se odzvali na to pisanje te punce, da imata sinove za to punco. Madonna. Tako mi je bilo, Že skoraj cela agencija. In imava še tole, pogovarjanje, poslušanje, verjetno se to navezuje ravno s prisotnostjo. Ja, glej, jaz mislim, da vse stvari se nekako da skomunicirati, če upoštevamo
pač vse to, o čemer smo se pogovarjali prej, da si priznamo ranljivost, da izhajamo iz sebe, da prevzemamo odgovornost za svoje počutje, da ni tega kazanja, kdo je kriv, ampak dejva skupaj, dejva si roko in dejva skupaj. Ljudem zelo pomagaš na tem področju, tudi podjetjem pravzaprav, ker podjetja niso sestavljena iz poslovnežev, ampak iz ljudi pa delavcev. Tako da sem vesela, da se pravzaprav v Sloveniji tudi na vseh teh področjih veliko dogaja. Ampak če greva še mogoče nazaj v družino, v naši oddaji velikokrat govorimo o psihogenetiki, epigenetiki, ki govori o tem, kako se eni vzorci ponavljajo, pa hkrati tudi govorimo o tem, kako neka znanja, kar izvodenijo, grejo iz družine, kar se tiče te kulture, ki jo imamo znotraj družine, ali je to, ne vem, nek recept, ki se predaje z roda v rod in tako naprej. Kako je v vaši družini? Imate kakšen tak, ne vem, ritual, ki ga zmeraj naredite? Neka taka posebna stvar, ki je stvar vaše družine in bi si jo želela dati tudi naprej? Ali je to znanje, ali je to karkoli? Jaz vedno znova govorim in vidim, da se otrok tudi to prime, ker to tudi dobim pol kot feedback, da si vedno za svoje razpoloženje odgovoren sam. In včeraj mi je bilo, recimo včeraj, se je to zgodilo, je prišla k meni 12-letna hčerka, pa noč se nismo, tako lepa nedelja, lepa, ali ne vem, kjer dan se vsem. V glavnem, in pride k meni in me objame in reče: mami, jaz sem tako hvaležna in hvala ti, da si ti tako prijazna mami, in hvala ti, da me sprejemaš in da me imaš rada tudi takrat, ko sem slabe volje in da mi pomagaš, da vem, da se lahko odločim, da ni treba, da sem slabe volje, da mi pomagaš takrat, pač ko sem, da grem ven iz te slabe volje. Tako, v glavnem en tak lep stavek, da so mi res kar solze prišle na oči in sem si mislila, glej, torej vse to, kar jaz govorim in vse to, kar kažem svojim zgledom, deluje. It works. In jim rečem, lej, a si slabe volje? Zato, okej, imaš možnost, da se odločiš. Ali boš slabe volje še naslednji dan, naslednji teden, naslednji, ne vem, 10 let, ali si pa zdajle lahko. Da kakšne stvari kar tako malo vlečemo tudi, recimo, ne vem, sama vidim, da sem naredila isti fail kot moja mama, pa prababica, da se malo vzorci, da se malo vrtijo. Veš, kaj imamo? Ženske, tle pri nas v Sloveniji skoraj vse, imamo malo v sebi tega, da smo malo žrtve. A veš, da moraš malo biti, sedati, pa malo strešt, pa ne smeš reči ne, pa hkrati želimo biti dobre mame, pa fajn v službi, pa dobro zgledati. Povoziš se, ne? Pa taram in se ne sebe malo začnemo zgubljati, no. In ja, pa a veš, on ne gre, pa on more počivati, ne, saj jaz bom pa že nekak. In to imamo vse, mečkam se mi zdi. A veš, to tega ne močka. Če je to bilo v tvoji familiji, si ti absolutno to zaključila. Adijo pamet. Fertik, in ker imaš ogromno nekih stvari, ki jih boš predala naprej svojim hčerkam, vam je zate darilo. Ja. A res? Ja. Ampak moraš mi povedati, kaj si ti misliš o tem. A zdaj lahko odpreš? Lahko odpreš. Gre za rodovno knjigo žensk. In sicer je to kar neka spominska knjiga za ženske. Odlično. A veš, in noter pišeš vse stvari, od receptov, nasvetov, vsega ostalega. Odlično. Tvojih življenjskih lekcij, tisto, kar je tebe življenje naučilo in dejansko daš naprej. In najprej daš najstarejši živeči ženski in potem vedno mlajši in predajaš naprej. Torej to dobi moja manca, ki je najstarejša. Ali kako in ona? Ne, to dobi tvoja najstarejša ženska živeča v tvoji družini. Se pravi babica. Razumem. In potem ona da naprej in ti, ko boš začutila, svoji najstarejši boš dala dejansko naprej. Ja, zanimivo. Ja, jaz mislim, da je to super stvar, da na tak način podajamo in predajamo svoje znanje, zato ker vidim, da ženske, ki vzgajamo otroke in ki imamo tudi moške potomce, smo tiste, ki smo zelo pomembni členi tudi pri vzgoji moških
In seveda žensk. In zdi se mi, da v zadnjih letih je vzgoja deklic šla v drugo skrajnost, da so mnoga dekleta, da so punce kakšne preveč agresivne, preveč v tej moški energiji in da je čas, da začnemo bolj gojiti to žensko energijo, ne? In na tak način delovanja in tudi podajanja teh informacij naprej. In vidim, da če je to tako, so potem tudi moški potomci lahko moški in prevzemajo svojo odgovornost in prevzemajo tiste prave vloge, ampak hkrati ne tekmujejo z nami in nas podpirajo. Odlično. Se mi zdi, da je to res taka osnovna zadeva, ker družina se začne z odnosom moški in ženska. Najlepša hvala, veliko uspeha pri vsem. Hvala lepa, gled, čisto presenečenje. Veliko uspeha pri vseh izzivih, ki ti jih prinese življenje in čim več teh zadev, da imaš zmeri odločitev, možnost izbire. Ne me to ne mine, prosim. Ja, najlepša hvala, torej Saša. Evo, še kakšna zanimiva zadeva na www.klepetobkavi.si. Tam najdete tudi posnetek. Saša je v naši oddaji gostovala kar nekaj sezon nazaj. Lahko pogledate tudi to oddajo. Na voljo je na YouTube kanalu, kjer je več kot 3 milijone ogledov. Samo pobrskajte, na njo pa pridete torej preko dostopa na klepetobkavi.si. Takrat da ga ustavimo, ker nimamo časa, praktično je tukaj še en mesec ostal. In potem, ko ga stabiliziramo, potem gremo v naravne načine. Se vrnemo na tisto naravno pot. V spletni trgovinici Klepet ob kavi poglej tudi preverjene izdelke, ki jih priporočajo naši strokovnjaki. Torej so preverjeni, certificirani, tudi divje nabrani in v poplavi vsega jim lahko zares zaupate. Preveri klepetobkavi.si in se prepričaj sam oziroma sama.